Vlada začenja svoj obisk Koroške, kjer nadaljuje niz obiskov slovenskih regij. Premier Janez Janša se bo skupaj z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem danes udeležil slovesnega odprtja prizidka k splošni bolnišnici Slovenj Gradec, vrednega skoraj 16 milijonov evrov. Večina vladne ekipe pa na Koroško prihaja jutri. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je julija po 5 zaporednih mesecih zniževanja nekoliko zvišala. Julija je znašala 11,7%, kar je 0,2 odstotne točke več kot junija. Brezposelnost se je zvišala v večjem delu države. Največji porast je opaziti v Notranjsko-Kraški regiji, v Podravski statistični regiji je stopnja brezposelnosti ostala nespremenjena, v Pomurju pa se je malenkost znižala. Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino razpravlja o avtonomiji javnega visokega šolstva. Sejo so zahtevali poslanci SD-ja, ker so prepričani, da je vlada s posegi na področje visokega šolstva temu naredila težko popravljivo škodo. Kot pravijo, so predlogi za dodatno zmanjševanje njegove avtonomije nesprejemljivi. Predlagana novela in kratek rok za javno razpravo sta negativno presenetila predvsem predstavnike visokošolske skupnosti, med drugim več sindikatov, univerze in študentske organizacije. Vsi se sicer strinjajo, da so določene zakonske spremembe na področju visokega šolstva potrebne, a poudarjajo, da jih je treba doseči v soglasju. Mariborska univerza je s podelitvijo nagrad obeležila 37 let obstoja. Leta 1975 so se namreč posamezne fakultete oziroma visokošolski zavodi povezali v drugo slovensko univerzo. Danes jo obiskuje okoli 22 tisoč študentov na kar 16 zavodih. Pred univerzo pa so številni izzivi. Spopasti se bo morala z manjšim deležem finančnih sredstev in tudi na novo premisliti svoje poslanstvo ter ga narediti bolj etičnega in moralnega. Kot pravi aktualni rektor, dr. Daniel Rebolj, je lahko kriza tudi priložnost. Kriza je vedno priložnost. Je pa res, da v krizah nekateri organizmi, če se vrnem zdaj na tistih par milijard let nazaj, odmrejo, drugi pa seveda zacvetijo. Vsekakor si želim, da bi v tej krizi ta univerza zmogla prepoznati svoje bistvene potenciale in zacveteti. Seveda bo treba marsikaj racionalizirati, optimirati. Vprašanje je samo, ali bomo izšli boljši ali bomo izšli oslabljeni. V ponedeljkovem uradnem listu je bila objavljena operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni. Javna agencija za civilno letalstvo bo balonarjem sedaj lahko izdala operativna dovoljenja za komercialne polete z baloni. Do petka so prejeli 9 prošenj, prva dovoljenja pa bi lahko balonarjem izdali še ta teden. Cene pogonskih goriv se danes skoraj niso spremenile, kljub temu, da je vlada v ponedeljek zvišala trošarine za energente. Pocenil se je le neosvinčen 100-oktanski bencin in sicer za 0,1 cent. V okviru projekta 12 se bo danes v Mariboru predstavila nemška pisateljica Felicitas Hope. V pogovoru bo letošnja dobitnica Büchnerjeve nagrade predstavila svoje poglede na svet in zbirko kratkih zgodb Frizerji na pikniku, njeno prvo knjigo prevedeno v slovenščino. Jutri dopoldne se bo hitro pooblačilo po vsej Sloveniji. Dež se bo od zahoda postopno razširil nad vso državo, nad vzhodne kraje šele popoldne. Ob morju bo pihal jugo, drugod bo popoldne zapihal severni ali severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, najvišje dnevne pa do 19 stopinj Celzija. V četrtek se bo od zahoda postopno zjasnilo, hladneje bo do 17 stopinj čez dan. V petek bo sončno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nadvojvoda Janez je kriv, da so pred skoraj 200 leti na Meranovem začeli z vinogradništvom. Mariborčani si želijo novo knjižnico, denarja zanjo pa na občini ne najdejo. Predstavljamo vam 16-letnega Tima Gajserja, enega najboljših motokrosistov na svetu. Bodite z nami ob 18.